Gospa, jaz za mene ni ničesar, dovolite. Je jasno zapisati. Ja, ne vem, kdo ima zdaj besedo. Ja, jaz jo imam. Ja, postopkovno vas sprašujem. Ne, postopkovno vas sprašujem. Če nameravate razmišljati in razpravljati na tak način, potem bom sejo komisije prekinila in na to sejo povabila gospoda Ranca in gospoda Kosa. Če pa boste razpravljali v slogu te točke, kot je seznanitev z odločitvijo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z nezakonitim nadzorom in poseganjem v komunikacijsko zasebnost novinarjev in v zvezi s predlaganimi sklepi, kjer nikjer ni omenjeno nobeno drugo ime, razen Tomaža Ranca. Moje vprašanje ne izraža nikakršnega strahu in nikakršne zaskrbljenosti, izraža samo željo, da bi ta komisija kolikor toliko enak način obravnave zadržala v vseh točkah, ki smo jih do zdaj imeli in v posebnih zahtevah za sklic. Do zdaj so takrat, kadar so seje tekle o ljudeh, imeli tisti ljudje tudi možnost seji prisostvovati. Jaz sem razumela, da nameravate to svojo zahtevo omejiti na to, kakor se točka imenuje, zato tudi sama nisem nikogar vabila. Če pa boste razpravljali tako v nadaljevanju, pa potem povem, da bom sejo prekinila in nadaljevanje sklicala s vabljenimi. Poglejte, odločitev Vrhovnega sodišča je zagotovo vezana tudi ne samo na osebo gospod Ranc, ampak še na eno drugo osebo. In mislim, da imam pravico na tej komisiji samo izraziti nestrinjanje s tem, da komisijo, v tem primeru protikorupcijsko komisijo, vodi človek, ki sam nedopustno posega v ustavne pravice drugega človeka. To je edini stavek, ki sem ga želela izreči in mislim, da imam do tega pravico, ampak ne bom več razpravljala, če ne želite slišati tudi kakšnega drugačnega mnenja. Hvala. Hvala. Kdo želi razpravljati še? Izvolite, gospod Černač. Ja, zdaj, lepo zdrav vsem prisotnim, kakorkoli obračamo, imamo sodbo s konkretnimi imeni. In temu se pač ne moremo izogniti, razen če želite, da gospoda Ranca imenujemo oseba A, gospoda Kosa pa oseba B. Ampak mislim, da to ni smisel, danes na dopoldanskem delu se je kar nekajkrat razpravljalo o ljudeh, ki jih ni bilo zraven, pa ni bila seja prekinjena zaradi tega. Mislim, da gre za bolj pomembne stvari, da bi se samo cenzurirali in omejevali pri tej razpravi. Gre za tukaj pa dejansko gre za avtonomijo novinarjev. In mislim, da je iz tega aspekta gledano ta sodba zelo pomembna. Za vse. Ta sodba je nekako po dolgih letih, res je bilo treba na to čakati 8 let, ampak tudi, če je bilo treba čakati toliko časa, mislim, da je ta odločitev Vrhovnega sodišča zelo dragocena. Dragocena za pravosodno prakso, dragocena za politiko, predvsem pa mislim, da je dragocena za avtonomijo novinarstva. Zdaj, tisto, kar pri tej zadevi mogoče malo čudi, je to, da se v tem primeru ta glas novinarjev, ki so po moje skozi to sodbo izbojevali zelo pomembno zmago, ni slišal mnogo glasneje. Tako kot so se novinarji takrat, ko zadeva še ni bila pravnomočno odločena, leta 1999 oziroma 2004, so zelo glasno povzdignili glas, predvsem stanovski kolegi gospoda Ranca, v trenutku, ko je politika nastavljala gospoda Kosa na čelo Urada za preprečevanje korupcije. Ja, jaz v tem trenutku prekinjam 11. sejo in jo bomo nadaljevali s tem, da bomo na sejo vabili tudi gospoda Ranca in gospoda Kosa. Prekinjam 11. sejo, jaz zelo sem videti prizadeta, ni član naše stranke. Jaz ne dovolim, da bi na naši komisiji razpravljali brez prisotnosti tistih, o katerih je govora. Prekinjam 11. nujno sejo Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti
in napovedujem, da bom na nadaljevanje seje vabila gospoda Ranca in gospoda Kosa. Hvala za navzočnost. Moje neprisotnosti na tej seji, ki jo boste sklicala, ker se ji ne bom udeležila, ker ne bi rada komentirala odločitev Vrhovnega sodišča s tem in tega primera, s tem, da mislim pa, da je primer pomembno pozitivno rešen. Jaz bi tudi si dovolj komentirati, če je lahko gospa Majda še nekaj. Tudi v naši poslanski skupini bomo razmislili, ali bomo na takem nadaljevanju seje sodelovali, kot ste si ga vi zamislili, gospa Potrafov. Ja, nisem si ga jaz zamislila, zamislili ste si ga vi. Čisto tolerantno razpravljali. Vi dojemate to svobodo malo drugače. Vse se bo seja opravila z ljudmi, o katerih hočete razpravljati. A ni to lepo? Ste imela danes dopoldne primer razprave z ljudmi, o katerih ste želela razpravljati, pa ste videla, v kaj se je razprava sprevrtla. Nasvidenje. Hvala vsem medijem za tako lep obisk in vas bomo tudi v nadaljevanju seje, upam, da še biti enako navdušene in z enakim zanimanjem. Danes se ne vsi očiniti, ravno je protestiral, ker je bilo mednarodno